Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli v oddaji za zdrav življenjski slog Klepet ob kavi. A zdravje, malce širše moramo pogledati tudi na tiste malenkosti, ki se nam morda zdijo nepomembne. Od tega, v kakšnem loncu kuhaš in do tega, v kakšnem okolju živimo. Ali je naša stavba bolna ali zdrava? Ste se kdaj vprašali, kar se tega tiče? Naše telo vodi račune in enkrat, če ne ravnamo z njim dobro, izstavi račun. Kako pomemben je pravzaprav zrak, o tem smo veliko že govorili v naši oddaji. In kakšen pravzaprav je zrak v vaši hiši, v vašem stanovanju, v vašem domu? Praktično nemogoče je, da bi zdrav človek živel v bolni stavbi. In bistveno je torej prezračevanje. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Milan Kuster danes v naši družbi, strokovnjak za prezračevanje, sicer svetovalec za zdravo bivanje. Kaj ni neverjetno, da toliko govorimo o strupih, zastrupljanju, o nekih nevarnostih, pasteh, ampak hkrati se pa najbolj zastrupljamo doma? Ja, je in ni nenavadno, ne. Ljudje smo včasih, bom rekel, kratkovidni, ne. Zdaj v zadnjem času bi vsi radi objekte, svoje domove naredili takšne, da bi porabili čim manj energije, ne. Jačajo se izolacije, ena blazna euforija je za nami, menjave oken, ne. Pa fasad. Pa fasad, tako. In ob vsem tem smo tudi pri starejših objektih že prišli do tega, da so postali ali pa postajajo zrakotesni. In zrakotesen objekt je katastrofa. Ni primeren za bivanje, ni dovolj kisika v razmerju do CO2-ja, na oknih opažamo kondens, v vogalih sob se začne pojavljati plesen, kvaliteta zraka je katastrofalna in seveda pozabili smo na ključno stvar. Kadar govorimo o energetski sanaciji, je nujno v njo vključiti tudi prezračevanje. Se pravi sveti trojček. Sveti trojček, ne. Fasada, okna, prezračevanje. Tako. Če pozabiš na prezračevanje, potem je boljše, da nisi naredil fasade in da nisi zamenjal okn. Ampak od te svete trojice je pravzaprav prezračevanje najcnej, če tako gledamo, ne? Absolutno. Prezračevanje ni velik strošek, je pa stvar, ki jo marsikdo pozabi. Ali pa reče, veste kaj, saj pa jaz bom prezračeval skozi okna. Kadar je objekt zrakotesen, skozi okna kvalitetno ne moreš prezračiti stanovanja. Ne moreš? Torej, lahko bi, če bi imel nekoga doma, ki bi vsake 3 ure odprl vsa okna, naredil prečno prezračevanje, se pravi prepih, ki vemo, kako se človek počuti v prepihu po zimi, ko je zunaj -10, ne? Ali pa zvečer, ko otroka okopaš, boš prepih naredil ali kaj v otroški sobi. Če tega ne napraviš, ne izmenjaš celotnega zraka, se pravi tudi tistega v vogalih, za omarami, kar je ključno. Ja, ampak ne vidimo, pa mislimo, da ni, da ne rabimo. Pri zraku ali pa pri dihanju objektu je podobno kot pri človeku, ne. Dihamo avtomatsko, tega ne vidimo, ne, ampak probajte za 5 minut zadržati sapo, pa bomo videli, kaj se zgodi, ne. Prav zanimivo. Zdaj, že sva govorila o novogradnjih, ker ogromno ljudi zdaj gradi, Slovenija gradi in je fajn in tudi tukaj se lahko super že v osnovi dejansko ta sistem prezračevanja se lahko že noter da v osnovi in se to potem na takšen način tudi predpripravi, pa pol na koncu samo tista fina montaža. Kaj pa ravno pri teh primerih, pri starejših hišah, pri ljudeh, ki bi radi sanirali, vse to da, je to izvedljivo, pa da ni to zdaj, da moraš pol bajte zrušiti dol? Ne, absolutno. Tega problema danes nimamo več. Lunosova zadnja generacija decentralnih prezračevalnih sistemov je narejena tako, da če zdaj po domače povem, zjutraj greste v službo, in ko pridete popoldne domov,
prezračevalni sistem deluje. Dobro. Mogoče je treba malo prahu pobrisati, ampak poseg je relativno enostaven. V primeru seveda, da ga izvaja pooblaščeno podjetje, ki ve, kako se tem stvarem streže. Ampak verjetno enkrat sva govorila o tem, da je to zelo pametno, kje zrak pride ven, kje gre ven, kje gre noter, se pravi, da se to načrtuje. Aha, tukaj bo šel ven, tukaj bo prišel noter, zaradi tega, ker ne vem, v kopalnici pa v WC-ju glih ne diši tukaj, da bi človek rekel. Se pravi, da se to se najprej... Sveda, mi vedno najprej pogledamo ali tloris objekta, ali pa se naredi ogled samega stanovanja ali pa hiše, in se potem pravilno razporedijo ustrezni elementi, ki poskrbijo, da se zrak odvaja iz objekta skozi umazane prostore, kuhinja, kopalnica, WC, utility, in da svež zrak prihaja v stanovanje, v hišo, skozi čiste prostore, otroške sobe, dnevne sobe, spalnice in podobno. Če sklepam, vsebino, ki so jo podali strokovnjaki v oddaji Klepet ob kavi, bilo jih je že več kot 2000. Vsi govorijo o tem, da je spanje najpomembnejše, da se takrat razstrupljamo in da moramo takrat res podpreti svoje telo s temo, tišino in svežim dobrim zrakom. Se pravi, je to nekaj, na kar ste tudi vi pozorni, kaj tudi vi svetujete ljudem, da so pozorni na to zadevo? Absolutno. Glejte, človek prespi praktično tretjino svojega življenja in ti regenerativni procesi v organizmu se ponavadi odvijajo ravno v času spanja in kvaliteten spanec je pol zdravja ali pa še več. Še. Tako, in zdaj, če poenostavim, v eni povprečni slovenski spalnici, veliki 30 kubičnih metrov ali pa 13 kvadratnih metrov, dva zakonca v 4 urah porabita ves kisik, ki je v zraku. Če ni ustreznega prezračevanja, noben ne bo umrl zdaj od pomanjkanja zraka, ampak vrednost CO2 se drastično dvigne, kvaliteta spanca je seveda temu primerna in možnosti za izbruh latentnih bolezni in seveda zadev na daljši rok se bistveno poveča. Ravno zadnjič sem bila na enem tečaju, kjer je tako fajn predavateljica Karmen Bezget povedala, nimate energije, nadihajte se. Kadar celica nima energije, nima kisika, zeha se ti, dol padeš in dejansko rabimo zrak in rabimo dober zrak. Zdaj pa jaz predlagam, vi ste malce tole tudi posneli, zaradi tega, da bomo mi si lažje vse skupaj predstavljali, torej kako poteka ta zadeva, pa kar pogledamo tale posnetek, torej v dnevni sobi, mislim, ali kje ste tukaj na temu posnetku začeli, torej z deli, Tu gre v bistvu za eno manjše stanovanje, zelo malo prostora, zato je zanimivo, da se tudi v tako majhnem stanovanju poseg izvede praktično brez kakršnihkoli poškodb v notranjosti objekta, pa tudi na fasadi jih ni. Se pravi, mojstri izvrtajo ustrezne odprtine, vstavijo se prezračevalne cevi, po potrebi priklopi tudi elektrika, odvisno od tega, kakšen element želimo na posamezni lokaciji inštalirati in po posegu, boste videli kasneje, se zadeva praktično aktivira, zažene in ni potrebno nobeno beljenje, nobeno saniranje ali kaj podobnega. Tako izgleda notranji difuzor za dovod svežega zraka. Tukaj pa vidimo zunanjo rešetko na fasadi, ki je seveda zdaj lahko v različnih tipih, barvah, oblikah in podobno. Na tej sliki je pa ena ventilatorska enota z kontrolo vlage, ki se inštalira v kopalniških prostorih, zato da v odvisnosti od temperature in vlage odvaja ustrezno količino zraka navzven. Se pravi, tudi vlaga je v neposredni povezavi s tem? Absolutno. Lunosovi sistemi delujejo vsi popolnoma avtomatsko, neprestano, 24 ur na dan. Se pravi, ne rabim se jaz jutri zbuditi, pa moram, ker imam slab spomin. Ničesar ne potrebujete narediti, sistem popolnoma samodejno deluje in zaznava temperaturo in vlago. Ključno je, da se ljudje zavedajo, da pravilna vlaga ni samo
50%, vlaga lahko niha med 40 pa 60%, zdaj govorimo o relativni vlagi. Medtem ko je absolutna nekaj čist drugega, ker je pač relativno odvisno od temperature. Ampak v vsakem primeru sistem samodejno uravnava količino izmenjave zraka v vseh prostorih. V spalnicah pa ima še dodatno inštalirano senzor CO2, ki meri ppm-e, da ne bom zdaj preveč strokoven. Skratka, če bi prišlo do tega, da bi zdaj bila poraba kisika prevelika, bi sistem avtomatsko poskrbel za večji vnos svežega zraka in bi se zopet uravnotežilo razmerje med kisikom in CO2-jem v prostoru. Tako da v bistvu Lunos avtomatsko poskrbi za optimalno bivalno klimo v vašem domu, brez da bi rabili vi o tem sploh razmišljati. Poraba energije je tako neznatna, da je približno 1 kavica na mesec, vzdrževanja pa ni nobenega. Se pravi, enkrat daš pa imaš mir. Enkrat daš pa imaš mir, filtri so trajni, G7, ki zadržijo večino vseh prašnih delcev, perejo se pod tekočo vodo na približno 3 mesece. Če pa ste alergik, pa uporabite filtre za cvetni prah. To so pa posebni filtri, ki niso zamenljivi in jih je treba na pol leta pač zamenjati in dokupiti kot pri sesalcu. Drugega vzdrževanja ni, sistem je testiran na delovanje približno 20 let. Po tem času samo zamenjaš pogonski sklop, kar je približno 15% vrednosti celotne investicije in zadeva lahko deluje naprej. Sami rekuperatorji so keramični, trajni, in keramika vemo, da ima fizikalno lastnost, za nas se veže temperaturo in jo oddaja. In je to popolnoma naravn fizikalni proces, tako da se tudi Lunos približal zdravi biološki principu gradnje in uporabe materialov. Se pravi, kaj je vprašanje nov kavč ali pa prezračevanje, je tukaj jasen odgovor, da najprej greš to zrihtati. Jaz mislim, da je svež zrak in zdrava bivalna klima za vse, še posebej pa za otroke ali pa za starejše, tako pomembno, da tle o kavču sploh ni govora. Kavč lahko prije pozneje ali pa na kredit. Kako je pri starejših ljudeh? Se mi zdi, da bi znali celo prej kot vsi ostali opaziti, glede na to, da so veliko doma, pa mogoče niso več tukaj pri močeh, da zdaj grejo v gozd, pa na dolge sprehode, pa tak naprej. Mi ugotavljamo in tu je zdaj mogoče vse skupaj se sliši malo marketinško, ampak ogromno ljudi je potem, ko so vgradili naš prezračevalni sistem, reklo, pred Lunosom sem imel občutek, da se slabo počutim, zdaj pa končno spim, kot da bi bil na 3 glavo. Razlog za to je seveda ustrezna količina kisika, svežega zraka, ki je dodatno prefiltriran in pri tem, ko imaš ti prezračevalni sistem, tebi ne prihaja v notranjost niti umazanija, niti dim, niti smog, pa tudi hrup ne. In dihaš, kot da bi bil v naravi, več si pa skoraj ne moramo želeti, čeprav na sprehod je še vedno pametno iti. Absolutno, tega pa absolutno ne smemo spustiti. Se pravi, ni nekih večjih posegov kot takih, zjutraj greš v službo, popoldan imaš že urejen in to samo od sebe laufa. Kako je pa s hrupom? V tem smislu, ali se to kaj sliši, ali kakorkoli moti sosede, se veste, sosedski odnosi v Sloveniji niso glih najboljši. Ne, tukaj s tem nimate nobenih problemov. Zdaj zadnja generacija Lunosovih elementov je praktično neslišna. Govorimo o 11 decibelih, kar pomeni 4-krat tišje kot hladilnik, tišje kot recimo vklopljen računalnik, recimo. Tako da tukaj je stvar popolnoma neslišna, hkrati pa imajo naši elementi tudi posebne dušilce zvoka, ki preprečujejo vdor hrupa iz zunanjosti v notranjost. To je pomembno predvsem za ljudi, ki živijo v mestih, v objektih, ob prometnicah in tako naprej. Kadarkoli bi odprl okno, bi dobil noter umazanijo, smog in pa seveda hrup iz zunanjosti. V tem primeru ni ne hrupa, ne umazanije, ker je zrak prefiltriran, in hkrati se konstantno zadeva zrači, pa tudi energije ne izgubljaš. Ker jaz sem živela v centru Ljubljane in vsakič, ko sem preluftala, sem bila, sem rekla, no tole pa zelo dvorezen meč, Vem, da rabim svež luft, ampak a si želimo vsega tega smoga, ki dejansko pride zraven? Jaz mislim, da za ljudi, ki živijo v mestih, sploh ni druge alternative, kot da imajo prezračevalni sistem, ker je tako, kot ste rekli. Za ljudi na deželi, pa ne boste verjeli, imamo pa največ uspeha ravno tam, kjer jih moti neko gnojenje in podobne stvari.
Zato imamo pa posebne, torej to smo razvili v sodelovanju z strokovnjaki, ene Faberjeve filtre, ki zadržujejo približno 85% neprijetnih vonjav. Zdaj 100%... Se pravi, če si za kakve farme kokoši, recimo. Točno to, ne. 100% je von nemogoče zadržati, ker potem moraš narediti zadevo neprodušno. Tako da ti filtri so največ, kar se je dalo narediti trenutno z to tehniko in ljudje so z temi posegi zelo zadovoljni. Se pravi, tudi na kmetiji lahko dihajo zrak, brez da bi vohali farmo in gnojenje pol. Še tole vprašanje. Decentralni sistem ste zaupali, a ne? Kaj pa centralni sistem? To so tiste zadeve, to so včasih bile, to je ista... Glejte, zadeva je takšna. Centralni sistemi so stvar preteklosti. Seveda, zdaj bodo nekateri kolegi na mene jezni, ker bodo v Sloveniji vsaj še 10 let poskušali ljudi prepričevati, da bi spraznili svoje zaloge, pa tudi zaloge iz skladišč v Nemčiji, recimo. Ampak definitivno so razvite države Zahodne Evrope v zadnjih 5 letih praktično upustile vgradnjo centralnih sistemov zaradi številnih pomanjkljivosti, ker so decentralni sistemi, kot je Lunos, bistveno boljši, cenejši, učinkovitejši, tišji, racionalnejši in torej perspektiva gre v smeri decentralnih sistemov. Se pa logika vam pove svoja. Si želite dihati zrak, ki gre po 150 metrih cevi, pa 18 kolenih, v katerih se slej ko prej naberejo kondens, mikroorganizmi, vlaga, boste to dihali ali boste izbrali Lunos, ker imate vsega skupaj, torej kjer se enote razporejene po obodu hiše in gre zrak skozi polmetrsko cev in je praktično skozi čist, nobenih prehodov, nobenih ovinkov in podobnega. Se pravi, da je direkt. Direkt, tako. Odlično. Najlepše hvala za vse te informacije. Zdaj pa vsi oni, ki še nimajo tale trenutek odpreti okna pa vrata, ne? Vsake 3 ure. Ali pa poklicati na Lunos. No, evo, ali pa to. Zmer imamo možnosti. Najlepše hvala, gospod Milan, za vse informacije, ki ste jih posredovali. Takole, ja, sej, v bistvu ni toliko zakomplicirana, ne? Zemlja, voda, zrak. Ko zrihtamo te stvari, potem smo zdravi in živimo tudi v zdravem okolju. Ne pozabiti na svoj dom, ki bi moral biti oaza miru, ne pa komora za zastrupljanje. Tako da je bila v bistvu 1/5 teh otrok popolnoma brez epileptičnih napadov. Pri eni polovici, skoraj polovici otrok so se pa te napadi zmanjšali za več kot 50%.